biti skeptičen do vsega, kar je in stvari preverjati, ker načeloma je to masovna manipulacija z našim razmišljanjem. Bernarda Škrabar Damjanović. Jaz sem že kot majhna ful rada opazovala ljudi. Psihologija, kako razmišlja, kako se vede. Ful rada se učim, ful rada berem. Čez 8000 knjig imam doma. Pravijo, da dobro orodje detektiva je svinčnik, papir pa čevlji. Kako pomagaš ljudem sprejeti svojo usodo? Komunikacija temelji na kognitivnih tehnikah zasliševanja, zbiranja informacij, opravljanja razgovorov na to po človeški način. Tudi če je oseba, ki je nasproti tebe osumljenec ali pa storilec. Kaj sploh zajema poklic detektivke? Imaš klasične stvari, ki jih delamo od kontrol bolniških, pa tega absentizmov, po goljufijah s potnimi stroški, po zlorabi alkohola, prepovedanih drog v podjetjih smo v vrhu. Drugo so pa upgradane stvari. Sumiš, da tvoja bivša partnerka, ko ima na stiku otroka, neprimerno z njim ravna. Se tam opijanja, vozi otroka s seboj, se drugira, hodi igrati na srečo, se prostituira in karkoli. Tudi zdaj rilke se govorim, ko smo jih imeli v 20 letih. Večina vas, ki to gledate, niste naročeni na naš kanal. Z ekipo nam bi ogromno pomenili, če to naredite. Tisti, ki že subskrbate, pa najlepša hvala. Brez vas ni tega podcasta. Če pa slučajno med vami kdo, ki bi rad finančno podprl, imamo pa tudi svoj YouTube membership program. Zdaj pa uživi v pogledu epizode. Jaz, ki sem pomislil detektivstvo, a se reče detektivstvo? Lahko rečeš detektivstvo. Ja. Jaz to iz filmov poznam, Ja. Ta poklic ni bil nikoli niti predstavljen v šoli ali pa tako, da bi bilo, Ja, to res je. Tako da, ko mi je Darja predlagala v bistvu, da bi tebe povabil, sem bil tako, pač to, Cool. to hočem videti, doživeti, skozi tvojo zgodbo. Pa, me zanima, kako bi v bistvu kako bi opisala, kaj delaš, kaj sploh zajema poklic detektivke. Ful težko. Ker je tako obsežno namreč, Veš, imaš klasične stvari, ki jih delamo od kontrol bolniških, pa tega, ker itak potem smo v Sloveniji, až po absentizmu, po goljufijah s potnimi stroški, po zlorabi alkohola, prepovedanih drog v podjetjih smo v vrhu, kar se Evrope tiče. A res? In to čist klasična dejavnost. Drugo so pa upgradane stvari, ker recimo ti kot, direktor, predsednik uprave želiš imeti, neke podatke, informacije, sklepaš neke pogodbe v tujini, neke posle, kadruješ ljudi iz tujine, recimo, headhuntaš in želiš stvari preveriti. Ali, kupuješ neke obrate, poslovno sodelovanje, s Kitajsko, zdaj ti na pamet govorim, Tajvanom, name it. A veš, tukaj so pa te upgradane stvari, ko jih lahko svojo mrežo, ki imam po tujini, na kateri delam že 20 let praktično, zagotovim informacije kjerkoli, kadarkoli, v vsakem trenutku. Wow. A veš. Kako pa, kako pa si se odločila? A je bilo to, je bil nek klic že, ko si bila mlajša potem, ali? Jaz sem že kot majhna ful rada opazovala ljudi. Ful. In sem bila tako, veš, bolj za sebe, tudi, v osnovni šoli, pa sem imela nek svoj krog ljudi ali pa srednje, Tudi v študijskih letih, ampak sem bila bolj, kako ti ne rečem, nekaj sem razmišljala, opazovala ljudi in tako, in me je že to vlekel. Ampak, ko sem se iz osnovne šole v srednje upisovala takrat v Tacno, ker sem želela v policijo, namreč ni bilo oddelka za ženske, veš, ker niso vsako leto razpisali oddelka za ženske. Za fante itak pač skozi so kadrovala, oziroma razpisovali te oddelke, za ženskega ni bilo, in sem se pol pač me pot vse za časa srednje šole zanesla drugam, pa sem šla pa na visoko policijsko varnostno šolo še takrat po srednji šoli in tako, mislim, je bilo kar nekako logičen redosled, da grem v ta posel. A si s kakšnim namenom opazovala ljudi tako? Sam zanimalo me je. Kaj? Vse, pač psihologija, kako razmišlja, kako se vede. To kot predšolski otrok, zdaj, ko gledam nazaj. To me zanima. Ker če gledaš poklica, ta, katerega moraš ti upravljati, imaš ogromno dela tudi z ljudmi, torej pogovorov itd. A je to vse se vrti okrog informacije. Tako, ampak informacije, jaz ti lahko podam lažne informacije. Na kakšen način misliš, da
si ti uspešna pri temu filtriranju? Kako jih filtriraš? Da veš, da moš potrjevati. Informacija, da je verodostojna, mora se iz 3 virov biti. Veš, po teoriji, čisti teoriji, tako na faksu učijo, mora z 3 virov biti potrjena. Ne? Se pravi, da je nek uradni dokument, veš, mora biti neki zadej, da je nekdo tako rekel, ok, tako si rekel, ne, Tonček je šel tle ven in je nekaj ukradel včeraj. V redu, ja, ampak kaj pa drugi pravijo, so kakšne kamere, veš, se potrjujejo stvari, ne. In ko se lotevaš procesa raziskave nekega izziva, ne? Zdaj, če pogledava že iz samega štarta, je to zelo kompleksna zadeva. Ja. Ste se to učili na urjenju, kako se lotiti neke zadeve, ali je to čistko nekako po intuiciji deluješ, pa rečeš, najprej bom to naredila, pol ono, tretje? Kar dobro podlago sem dobila na fakulteti za varnostne vede, kjer je še zdaj, pa takrat tudi urnik zelo pester. Dobiš res te pravne vsebine, na katerih lahko pa pol naprej v praksi, ko prideš v življenje, ne, se tako je, šoli se nekaj naučiš, ampak pol je pa real life, ne. Tukaj se pa začneš pol brusiti, ne, in tukaj je pomembno imeti dobre mentore. Jaz sem imela to srečo, da ko sem stopila v detektivske vrste, me je takoj prepoznal sekretar detektivske zbornice, takratni predsednik takratne detektivske zbornice, in me že takrat vprašal, ko sem prišla po licenco, po detektivsko značko in izkaznico, če me lahko kontaktira, pač, če bo kakšnakoli potreba po dodatnem delu, in me res klical naslednji teden in smo začeli takoj sodelovati. In so še danes v dobrih odnosih. Tako, no. Kaj pa misliš, da je videl teb? Veš, kaj je videl meni? To, kako sem se že na sam detektivski izpit pripravljala. Jaz sem takrat, ko sem se pripravljala na izpit, že zbrala gradivo, veš, in jaz sem prišla na izpit pred 4-člansko komisijo, je ta izpit, veš, 2 sta z Ministrstva za notranje zadeve, 2 z detektivske zbornice, še danes je tako po 200 letih. Pa tudi jaz na tej komisiji zdaj, no, bila kot prva ženska, pol po dolgih letih. In sem že takrat prišla na izpit, sem imela celo gradivo zvezano priročnik. In sekretar pravi, kaj imate pa to, Bernarda, je pač priročnik, ker sem se jaz pripravljala na ta izpit. Rekel je, to pa super. A bi lahko mi to nadaljnim kandidatom ponudili, če bo pač interes? Jaz sem rekla, lahko, brez problema. In se je že takoj začela, veš, še preden sem v bistvu licenco dvignila, sem že imela nekak stopničko naprej. Ne? In to se mi zdi res, kaj se je, moj način funkcioniranja, veš, neka vizija, ko jo imaš. Brez da bi vedel, ne vem, jaz nisem gledala, joj, priročnik bom naredila, zdaj upam, da to kdo opazim. To je bilo čisto za mene, ampak je to bilo stopnička naprej. Veš, nek feeling, intuicija. Iz kje pa črpaš tako vnemo za to delo? Tako, da si se to lotila samo iniciativno, da si se toliko pripravila za izpit. A si vedno bila tako, tudi za ostale stvari, tako vestna, ali je bil kle res klic tako močen? Za šolo ful vestna. Še zdaj, ko zaključujem doktorat, upam, da čim prej. Ja, že od 1. razreda se spomnim, sem bila v bistvu učenka. Takrat sem imela eno učiteljico, sva še zdaj na zvezi, pa si mož mislil, da je to zelo stara gospa zdaj, ampak si ona mene zapomnila in je ona pač ni bila najljubša nekako, zato ker sem bila zavzeta, ker sem bila pridna, ker sem zelo delala in to me je pa skozi vodilo, ta zavzetost pri učenju, ful rada se učim, ful rada berem, čez 8000 knjig imam doma. Tako da v knjigah me najdeš, na policiji imam vedno 3-4 knjige, ki jih berem. In ja. Kaj pa je kakšna knjiga, ki ti je največ dala? Pa mene zelo zanima tudi psihologija, mogoče iz tega področja, če gledava. Psihologija me je zelo blizu že od nekdaj. Knjiga, ki mi je pa najljubša od vseh, je pa knjiga Poti, Lao Tse. Okay. Pač, ja, seveda vzhodna, kako ne rečem, filozofija življenja, povezanosti z vsem. To mi je zelo blizu. Kako si to nekako povezala s tem, kar delaš, ki je pa zelo, ne bi rekel, da je neka spiritualna nota noter v tvojem poslu, ki je zelo natančen in to. Kaj iz te knjige si lahko črpala, pa zdaj še uporabljaš? Na tak način vsakodnevno živim, se pravi, da, kako ne rečem, go with the flow, ampak po svoje, pa da si utiraš svojo pot, razumeš. In bistveno po tej filozofiji je, da če že ne moreš nekomu pomagati, mu vse ne škodiš, a je tako. Ja. In da si nekako povezan, da se zavedaš te povezanosti z vsem.
In da to, kar boš naredil, boš dobil nazaj. Ja. Je pa poklic zanimiv, ne? Ampak kot ženska in kot človek mi največ pomeni, da ga lahko delam po svoje. Kreativno, vizionarsko in da lahko to svojo žilico implementiram v ta posel, da delam drugače kot ostali. Pa ne zato, da zdaj jaz hočem delati drugače kot ostali, sploh ne, ampak jaz sam želim delati po svoje. Iti svojimi koraki, iti svojo pot, ne glede na to, kaj se ostali mislijo, kako ostali funkcionirajo. Lepo je delati z ljudmi, ki te najamejo in še zmeri se zavedajo, da so te najeli zato, da rešiš problem, ne zato, da ti govorijo, kako ga boš rešila. Ne? Ja, sigurno. Včasih ne vem, če je bilo tako, ne vem, kako se je sploh detektivski poklic razvil, sploh pri nas. Kdaj, a je to že, a je na začetku sploh bila kakšna ženska, bom tako vprašal? Z osamosvojitvijo države, nekaj 89-90 se to počasi začelo razvijati, dočim prvi zakon je bil sprejet leta 94, kar je izjemno pohvalno za poklic, za dejavnost globalno. Smo kar, moram reči, zgledni, da imamo že toliko časa zakonsko kar v redu reguliran poklic, in ko sem pa jaz stopila v te vrste leta 2006, sem bila pa tretja ženska. Wow. In je bil to pretežno moški poklic, takrat je bilo licenci izdanih okrog 50 ali 60 in se pravi 3 ženske. Poprečna starost 45-46 let, vse je pač gospodje že s precej kilometrine, z nekih vrst obveščevalnih, so že imeli ogromno znanja. In potem prideš v ta poklic in razmišljaš, kako narediti stvari po svoje. Kar je v redu, ker izstopaš in lahko po svoje delaš. Itak, ampak mislim, zahteva na prvi strani dosti poguma, na drugi strani pa verjetno si se mogla boriti za to, da si dobila spoštovanje, oziroma niso kar takoj rekali, zdaj si pa ti naša, ne? Nasploh vse vemo statistično, že ženskam v katerem koli poklicu je teže prodreti, ali pa imamo nižje plače, recimo. Če gledamo statistiko, če številke, zdaj si pa predstavlja to še v nekem takem zelo nišno moškem poklicu, kot je detektivstvo, ne? Ker globalno gledano je samo okrog 20% žensk, pa 80 moških, ne? Pri nas je to razmerje že nekje na 40-60, ampak še vendarle, ne? Tako da jaz to rada izpostavim, kako so izgledali te začetki, s tem seveda, da sem imela takoj podporo pri sekretarju pa predsedniku takratnem in da sem lahko torej že dobila neko bazo oziroma neko zavete, kjer sem lahko začela delati, ustvarjati, se dokazovati v končni fazi, ampak na prvi skupščini, ki je bila, pa sem jaz prišla v to mrežo starejših gospodov, so me tako pogledali, in ker so te skupščine običajno na fakulteti za varnostne vede, ki nam prijazno odstopi svoj prostor za potrebe samega sestankovanja, so me gledali, pa so rekli, 2 sta pristopila do mene, pa sta rekla, a ti si pa mal prišla pogledati, si študentka, sem rekla, ne, nisem študentka, imam kar licenco, že in delam že v tem poslu in je bilo pa tako, v redu, ampak med vrsticami se ti damo kakšen mesec, 2, pa boš pa že to pustila, ker poklic ni lahek. Ja, ampak kako si pa notranje doživljala te prve začetke? A si se počutila, ne vem, ogroženo, da pač ne spadaš tja? Kako si delovala? Ali si bila samo na laser fokus? Laser fokus. Jaz sem čutila vznemirjenje, zelo končno stvarem, zelo delam, zdaj se lahko dokažem s primeri. Tako, kot sem rekla, moj mentor je bil predsednik takratne detektivske zbornice, mi je dal pač lepo išči ljudi, vročim pisanje za sodišča, Šlo se od lažjih zadev do tudi težjih, recimo do tega, da smo iskali, od brezdomcev do odvisnikov od prepovedanih drog, do kriminalcev v bistvu, ampak jaz sem vzela kot posel in sem ga vredo zagotovo to osebo našla, in sem jih tudi našla večino, Ja. Kako pa je, kakšen primer, ne vem, koliko lahko govoriva o primerih, tako sej pač imena itak ne rabimo, ampak me res zanima, kaj je bil kakšen prvi izmed primerov, kjer ti je res ostal v spominu, tako da si pač nekako si dokazala, da zmoreš
tudi težje primere upravljati? Kaj je bilo kaj tazga? Predvsem to iskanje ljudi za potrebe vročanja za sodišča, ki jih nihče ni najdel, ampak sem se usedla za računalnik in iskala toliko časa, ne vem, do tega, da sem našla vse priimke po Sloveniji in preklicarla in se usedla v avto in šla na 100 različnih naslovov in našla osebo, a ne, to so bili tisti začetki, a ne, tega. Pa moramo vedeti, takrat je bilo brskanje po spletu dosti teže in bilo je informacije, ne vem, par procentov od tega, kar je danes, a ne. Ker je pa drugi izziv, a ne. Včasih je bilo neke informacije na spletu, danes jih je pa ogromno in večina od tega je plevela in iz tega ven moraš pol izluščiti, kaj je res pa kaj ni, a ne, to, kar si uvodoma rekel, a ne. Ja, in kako si se lotila takrat tega, poleg tega, da si klicala, iskala, mislim, kaj te je gnal, kaj verjetno nisi hitro prišla do teh informacij? Ne hitro, ampak pravijo, da dobro orodje detektiva je svinčnik, papir pa čevlji. In samo greš, a ne? In koliko časa je traja, recimo, da si nekoga najdla? Ja, tudi po teden dni ali pa več. A, je še mišljal, da bo več, odvisno, kako se osebe skriva, ne? Zdaj, če ima oseba kako ne rečem, družino, neko službo, potem je dosti lažje, a ne? Če nima nič konkretnega, ne? Ker na službo, ne vem, na nek življenjski slog lahko nasloniš informacije oziroma priklopiš gor informacije, ki jih iščeš in zelo hitro razbereš potem neke vzorce vedenja. Se pravi, ja, iščeš rutino, vzorce vedenja in pol in pač slediš. Ja. Ok, zanimiv. A je bil kakšen primer, kjer si bila ogrožena, torej, da te je bilo strah za življenje, recimo? Kako naj to rečem, če bi razmišljal skozi ta vidik, kaj vse se ti lahko zgodi kot detektiv, iz svojega vidika, ne, tega poklica naj bi človek upravljal, ne, ker se lahko marsikaj zgodi in marsikaj se je zgodilo, ne. Ampak če navežem na filozofijo, po kateri živim, mislim, jaz verjamem, da se dobro z dobrim vrača, slabo s slabim in se sploh svoje misli ne priklopim na to, razumeš, ne. Se pa seveda ustrezno zaščitim. To zdaj je v zadnjem času ali pa z leti je vedno več takih primerov, ki so delikatni, kjer izbruhne agresija recimo, ali pri tem recimo, da iščeš osebo za, ne vem, dolžnika iščeš. A ne, so neki visoki zneski in ko tega dolžnika najdeš, seveda ni vesel, a ne. Se poznamo primere iz medijev, ne, ko je bil streljen sodni izvršitelj ali pa tako, a ne. In do iskanja oseb za vročanje, to, kar sem že rekla, in ravno, se pravi, pretekli teden, pa 3 tedne nazaj sem vročala v spremstvu kolega, bila sva oba dva oborožena, ne? Ker je bila taka delikatna situacija. In vedeli smo, da oseba, ki se jo išče, tudi razpolaga z orožjem. Ja. In če bi to gledal, glej, pač vse si zorganiziraš, narediš pač plan, operativni dela, ne, obvestiš policijo, prosiš za spremstvo, če spremstva ne dobiš, se neka intervencija, da v bližini, če bi se karkoli zgodili in seveda vse samovarovalne ukrepe tudi spremeš, se pravi, ne, da grejo 3 na kraj, da eden v suportu zadje, 2 greta do osebe, recimo, to je bilo v tem konkretnem primeru, ne. Kaj pa je potrebno, da pristopaš pol do te osebe? Verjete, ne moreš kar priti, čau. Različno, ja, odvisno kakva je oseba, ne. Zato je dobro, da tudi preliminarno oceno narediš, a ne z razpoložljivimi informacijami. Ampak to je skrajni primer. Orožje, imam varnostno orožje, lahko ga nosim 24/7, ampak v večini ga ne. To je parkrat bilo, ko sem ga v 20 letih vzela s seboj. Zakaj? Zato, ker moraš komunikacijsko rešiti stvari. In ti, če si recimo nasilana, ne, pa pride še ženska, pa oborožena, ti si neoborožen, ne, tudi če se nekaj hudega zgodi, pa jaz uporabim strelno orožje, kako bom sorazmernost lahko izkazovala. Težko, ne. A veš, se pravi, skrajni primeri, sicer pa verbalno. Na lep način, lepa beseda, lepo mesto najde in pri večini ljudi, tudi če so agresivni, tudi če je nekaj strašnega v ozadju, to zaleže, ne. Ja, jaz se kdaj hecam, kad kdo živčen pride, pa rečem, da ga razorožim. Ja. Tako z neko prijaznostjo, z neko toplino, a ne. Ki jo ne pričakuje, recimo. Ki jo ne pričakuje, ja. Ampak to so pa še zmeraj ekstremne situacije, da ti veš, da zdaj na tej točki so te najdel, zdaj je konc bega, konc tega skrivanja in zdaj se boš mogel boriti. Ja. Kako pomagaš ljudem sprejeti svojo usodo? Komunikacija. Zato tudi moj doktorat
pa če izhajam z te psihologije, pa tega mojega otroštva oziroma celega mojega življenja, te fascinacije, pa tega veselja na psihologijo, preiskovanjem in tem temelji na kognitivnih tehnikah zasliševanja, zbiranja informacij, opravljanja razgovorov na to po človeški način. Tudi če je oseba, ki je nasproti tebe osumljenec ali pa storilec. Ne? Kako te slišijo? Zakaj misliš, da te slišijo? Zato, ker pristopam kot človek človeku. Razumeš? Brez sodb. Ja, situacija je taka, ali pa ne, preiskujemo neke tatvine, recimo. Ampak sneš človek, gledajte, samo za dokumentirano stanje je tako, se bomo pogovorili. Ne sodba, zdaj si pa to ti neki umazanga naredil, ali pa neki. Ja, zdaj pa plačo, ne. Ja. Je pa odvisno od situacije, ne. Ljudje smo zelo različni, ne, in odvisno, koga imaš pred sabo in kak vzvod bo na človeku deloval. Lahko prijazen, lahko, a ne, to stopnjuješ. Ja, sem, da lahko deluješ iz te energije, ki si jo omenila, moraš zelo biti notranje pomirjena, ne, situacija. Ja. Kakor pride strah, kakor pride mogoče neka jeza, ne, a veš. To je vse gap. Ja. Ne, to je vse gap in to potem ne funkcionira več. V zenu, v pomirjenosti, tako kot si rekel, v odsotnosti nekega prejudiciranja to funkcionira, ne. Se pa moraš skozi truditi, da si v tem, ne. Se ne rečem, da me stvari ne spravijo iz tera, ne, pa da sem pa zdaj. Ja. Moj dober prijatelj je odvetnik in je enkrat z nekim drugim odvetnikom sodeloval. In sta se nekaj pogovarjali o določenih primerih, da kot odvetnik moraš pač vse vzeti, moraš biti pripravljen na najhujše, ne. No in sta prišla do primera, da bi pač branil nekoga, ki je recimo posilil otroka. Do ekstremnega primera sta prišla. In je rekel, okej, obal bi ga, ne, oziroma pač ne vem, če bi lahko to gledal, ne. Je rekel, no, pol nisi še ready, da to delaš. Če bi ti imela tak ekstremen primer, ali pa si ga imela, kako ti je bilo takrat notranje počutje? A si bila sposobna še zmeri iti čez to, narediti svoj del, ali si takrat čutila mogoče paniko, jezo, ali oziroma neki proti človeku? No, to, kar si rekel, je res ekstremen primer, ne, zato tudi delujem, tudi med drugim delujemo tudi na tem področju, ne, se pravi zaščite otrok, na kakšen način, na to, da razvijamo programsko orodje, ki bo pomagalo in organom pregona in drugim, da bojo torej lažje iskali in zavarovali dokaze ravno tovrstnih zlorab otrok na spletu, a ne. Ta case bi težko vzela, bi ga zavrnila. In tudi operativno se me najbolj dotaknejo primeri, kjer nas recimo stranka najame, da opazujemo stike enega izmed skrbnikov z mladoletnim otrokom. Ja. A ne, se pravi, ne vem, ti si starš in sumiš, da tvoja bivša partnerka, ko ima na stiku otroka, neprimerno z njim ravna. Ne. Bog ne daje, okej, zlorabe. Drugo so, ne vem, da otroka ima na stiku, pa ga nekje pusti. Ne, pa bi ga mogla ona imeti. Da gre, ne vem, v neke lokale, se tam upijanja, vozi otroka s seboj, se drugira, hodi igrati na srečo, se prostituira in karkoli, tudi zdaj rilke se govorim, ko smo imeli v 20 letih. In to so mi kejsi, ko so mi najtežji. Ja. In se me dotaknejo. Težko je to pred vrati pustiti. Zakaj? Zato, ker govorimo o tistih najbolj ranljivih. O ljudeh, otrocih, ki se ne zmorejo sami braniti, ne? In so skrbniki, ki jih imajo neprimerni. Tako da to so najtežji primeri. Ja. A po takih primerih delate kaj tudi psihologi oziroma imate neko... Ja, imamo tudi support, ja. Ja. Si kdaj bila v situaciji, kjer ti je ta support res prav prišel? Večkrat. To se mi ne zdi nič tazga, oziroma se mi zdi neka higiena, ne, se tudi, ko domov prijemo, se stuširamo, ne. In vsa ta čustva, ki jih imaš, sploh v takem težkem poklicu, kot je, ne vem, detektivski ali pa prej, kar si omenil, odvetniški, ne, mislim, da je to osnova. Da take stvari skomuniciraš, ne. Če ne, to zelo težko nosiš s seboj, ne, in se prej, ko slej začne to nekje poznati. Ja, in tudi mislim, že če sploh ne gleda čez poklica, ne drugače, noš imela mrzle kavice. Ja.
že tudi ljudje sami, ne glede na to, kjer poklic opravljamo, pa to se mi zdi, da je kar neka taka stigma, ki se jo mogoče malo razbija, ne, da držimo stvari vse pa, ne. In pol pač ven izbruhnejo površinske zadeve in zaradi njih ratajo pol problemi, a ne, ali pa se ljudje naredijo samomor ali pa take zadeve, a ne. Kar smo tudi potem smo v Sloveniji v vrhu, a ne, po številu samomorov, ne. Ja. Smo zelo samomorilni, a ne. In tudi zaradi tega, ne, se pravi, zaradi teh stresnih zadev, ki sem jih videla skozi leta, sem se odločila, pa tudi zaradi tega, da lahko potem v nadaljevanju, ko bom magistrirala, no, ker delam še en magisterij na področju psihosocialnega svetovanja, imam pa to zamisel, pač kako pomagati preiskovalcem, bodisi kriminalistom, bodisi zasebnim preiskovalcem na tem področju, ne, pri obvladovanju stresa, tudi burnouta, ne, se mi zdi to bistveno. Kako bi jim pa, kakva pa je ideja? Mogoče, če jo malo podriblava, malo po brainstormava. Supervizija, kontinuirana pomoč, a ne, se na tem moraš kontinuirano delati, a ne. To, da imaš ti stresno situacijo, pa greš enkrat k nekem svetovalcu, ti nič ne pomaga. Zdaj pa bodi si 1 na 1, individualno, pač v primeru nekih hujših odklonskih ravnanj, katerim si bil priča, druga pa tudi timska obravnava. Se pravi, ti delaš in magisterij in doktorat istočasno zdaj. Jaz nisem doštudiral. Zanimivo. Ja, itak, mislim, čist drugače, seveda se nikakor nočem primerjati ali pa karkoli. Ampak vse v redu, a veš. Točno na to, koncu vse okay. Ja, drugače sem en quote, ki sva lih pri tej vzhodni filozofiji bila prebral v knjigi od, ne vem, če si kdaj Mudžija si kdaj brala. Mislim, da sem brala. Ja, in je notar nek quote od nekega drugega, mislim, da je iz Indije, mislec, kakorkoli bi mu rekel, je rekel, modrost je vedenje, da nisem nič, ljubezen je vedenje, da sem vse, življenje je reka, ki teče med tema dvema dolinama, ne? In ti imaš privilegij pa milost, da lahko to vse doživljaš, ne? Čisto res, ne. In ta reka gre zelo hitro, ne. Ja. Zakaj ne bi živeli? In tako, ko si rekel, ja, doktorat pa 2 magisterija, jaz si vedno zadam preveč, nisi zaključil, vse okej. Važno pa je, ne, da je človek s tem kontenten, da je zadovoljen. To je bistvo. In če z tega bistva pa kora deluješ, lahko ful veliko narediš za ljudi okrog sebe. Prejšen gost, je bil predprejšen, William Gogala, se je odpovedal samo imetju pri 40-30 letih in je šel romat, ne. In zato, da je pač sledil temu svojemu klicu in je eno zelo lepo stvar rekel, in sicer, da je iskrenost, a ne, do sebe, pa resnica je vedno korak naprej, a ne. Te bo vedno pač pelal tja, kamor moraš iti, a ne. Ja, pa veš, da se navežem, zelo lepa misel, v resnici si močen. Imela sem TEDxov govor 2017, mislim, da na temo underground stvari so bile takrat nerazkrite, skrivnostne, ker smo imeli v Velenjskem premogovniku, to je bil do takrat, ne vem, če so že zdaj uspeli narediti najbolj globok TEDx na svetu, je bil takrat v tistem danem trenutku, no, ampak razkrivanje resnice kot take v resnici si znanstveno dokazano telesno, fizično močnejši. A veš, če delaš test, pa se zlažeš, boš to hitreje razklenil, recimo, ali pa fizično boš bolj šibek, kot če govoriš resnico. Ergo. Ja, pravijo tudi, da je prikrivanje laži, da potroši največ energije. Ja. In da zato slejka prej pa si primoran sprejeti svojo resnico, ne? Ja. In zdaj, če sam navežem to na tisto izjavo, ki si jo dokaj na začetku rekla, da smo v Sloveniji v vrhu iz vidika, se pravi, prikrivanja, potni stroški, teda, se pravi, goljufije, a ne? Absentizem, alkohol, ja. Zakaj misliš, da smo Slovenci kle na vrhu? Kaj si ugotovila v svojih letih, kar bi lahko mogoče na to tezo se pripel? Ne bi se želela preveč navezovati na kakšno politiko ali pa kaj, ampak mislim, da bi se vse, kar se absentizma tiče, veš, pa teh negativnih, škodnih ravnanj, dale zadeve dosti bolj elegantno sistemsko reševati. In to me je tudi interesu. In to izpostavljam javnosti, ampak se premikajo stvari, ampak počasi. Lahko bi se hitreje, ne. Ko rečeš sistemsko reševati, kaj imaš v mislih?
s protokoli, z ukrepi, zakonodajo v končni fazi, zakonskimi akti. Ja. Ampak kako bi ljudje na drugi strani dojeli, da je to dobro za njih? Ne? Kako bi znali boljš dati ljudem vedeti, da niso zakoni nekaj, kar jim nekaj preprečuje, ampak nekaj, kar jim nekaj v bistvu omogoča, da je v redu. To je pa mentaliteta ljudi. No, to pa tudi traja generacija, da se karkoli spremeni, a veš, tudi ni z dneva v drug dan, ne, ampak če gledamo Slovenija, koliko časa smo samostojni, ne, to bo še mogle generacije preteči, da se bo kaj spremenilo, po moje. Ja, ampak zanimivo, da smo pač na vrhu v takih črnih scenarijih, imamo pa tako lepo državo, tako lepe pogoje za življenje, ampak še zmeri pač nekaj očitno ne štima. Ne? Ja, zelo lepo. Ne? Za primerjavo, če da moj stric dela v Volvo, ne, na Švedskem, in kasneje s njemu razlagala, kaj vse delamo, ko se pogovarjamo, ne, pa pravi, jaz ne moram verjeti, kaj ti meni razlagaš, ljudje kradejo svojemu delodajalcu. Ja. Rekel, jaz imam vse ključe, jaz grem po vsaki od pisarn v podjetju, mislim pa to ljudem na kraj pameti ne pade, veš. Ja. Tukaj več delež ljudi, ki bo pač zlorabljali sistem, kjerkoli že so. Še zmeri je pa ena teorija, kdo je to rekel, ne vem, enkrat sem poslušal, po moje, da je bil nek podcast, da v bistvu je sistem tist, ki je te ljudi pripeljal do tega. Ne? Torej, da niso ljudje pokvarjeni, ampak je sistem njih pokvaril, zato da lahko sistem obstaja. In pol so bili kle sistemi znotraj sistemov in znotraj velikega sistema in je bilo tako malo mind-blowing, ampak kako bi mogoče ti? Jaz to zelo ponazorim, veš na kak način, imaš gajbico in v tej gajbici imaš jabolka. Če gledamo recimo korporacijo ali pa sistem, ne? In eno jabolko ti začne gniti. Tisto jabolko bo gnilo, ampak s časoma, če ne boš tega jabolka odstranil, bo še druga začela gniti, ne? In plus tega, moje mnenje, je, da je treba voditi z zgledom. In tudi mi bi mogli gledati zgled, pa se pravi, ne bom se v politiko sprašal. Ja, bravo, ja. Tako da to vse povezano. Ja. Se pravi, kako država sistemsko rešuje te stvari, kakšen zgled je državljanom, ne? In kako se sanirajo neka delikventna ravnanja, odklonska ravnanja. Ne? In če gledamo, se pravi, nek mikrotim ali pa korporacijo ali pa organizacijo ali pa sistem. In tudi postopanje k reševanju problemov, s kakšno namero greš ti reševati zadeve. Ker česar jaz iskreno ne maram, pa tega opazim dosti, je, da marsikdo bo rajš nekoga drugega dokazal, koliko umazan je nekdo drug, zato da bo sebe dvigoval, kot pa da bi se preprosto fokusiral na se in pokazal, kako je on čista. Ne? In se mi zdi, da se lih to, nočem se na politiko res navezvati, ampak da se to tokrat dogaja lih zaradi tega, ker ta človek, ki obsoja, je lih tako pokvarjen kot drug, ki ne. In da je samo v bistvu, kar se dogaja, pa gre malo na psihologijo, je samo diverzija, torej samo preusmerjanje pozornosti. Ne? Ker kle smo pa ljudje zelo podležni, sploh danes, kjer nam pozornost krade praktično telefon, vse živo. Tisti, ki so dobri v tem, da pozornost samo usmerjajo drugam, bojo lahko za hrbtom delali marsikaj. In to so ponavadi vrhovni, izkušeni kadri, ki imajo tudi neko znanje psihologije, pa manipulacije na koncu dneva. Sigurno, in tako, kot si rekel, se pravi, vsa digitalna tehnika je odlično sredstvo in manipulacija, masovne manipulacije z fake news, in zdaj tudi z umetno inteligenco, je to dobilo še čisto nove razsežnosti, ker to lahko multipliciraš in izvajaš praktično globally, s par kliki, in je to strašljivo. Ja. Kaj bi rekla, da je nekaj, kar lahko vsak človek naredi, oziroma da nekaj ozavestaš zdajle, zaradi česar bi bili bolj varni pred recimo prevarami na spletu ali pa tako splošnimi? Torej, da nas ljudje ne bi mogli zmanipulirati z nekimi fake newsi. Kaj misliš? Biti skeptični do vsega, kar preberemo. Ker načeloma je to masovna manipulacija z našim razmišljanjem.
Pa že sam, če gledamo krajevno, se pravi v državi, ki smo, a ne globalno pa tudi, a ne. Do tega, da kupiš nekaj, a ne. Se tukaj so korporacije najbolj uspešne, ne. Ja. Z reklamami, z tem, kaj vse bi človek ne bi rabil, a ne. Ja. A se lahko malo manipulacij pogovarjava iz tega vidika, kako nekako, kaj so neke tiste stvari, ki jih nekdo, ki želi manipulirati, uporablja, da lahko človeka manipulira? Čisto odvisno od osebe do osebe, ne. Ampak tisti, mislim, tudi kak karakter manipulatorja si, a ne. A si neki low profile, ne. Ali si res nek ekspert, pa nek tudi, se pravi, sociopat recimo, ne. A veš, ker sociopat bo zelo prijeten, bo zelo ustrežljiv, bo zelo, kako ne rečem, dokler te bo rabo, bo ful ti pristopil pa s tabo, pa, a veš, ko te bo pa enkrat zlorabil, pa te bo odvrgel kakor eno plastenko vode, a ne. Ampak se pravi, neko generalno pravilo biti skeptičen do vsega, kar je, in stvari preverjati. Pač tako je, živimo v čist nekem drugem svetu, kakor je bil, in stvari se tako hitro odvijajo in razvijajo, da nikoli ne veš, a ne. Sej, tako kot smo rekla, fake news, a ne, drugo je tudi razne, ne vem, prevare, ki se dogajajo, ne vem, zdaj direktorske do tega že, da ne vem, te kliče telefonska, ki je realna, ker je tako spufana, te kliče z videoklicem, torej obraza, ki je dejansko recimo ta direktor, ki ti govori, zdaj pa prenekaži neko vsoto denarja, pa dejansko vse je ponarejeno, a ne. Je to strašljivo, ja, kam gremo. Istočasno pa gojiti to vzhodnjo filozofijo, da zaupaš. Ja, trust but verify, a veš, je en dober pregovor. Trust but verify. To je bit vsega, ne. A delate tudi na tem, da se javnost mogoče nekako izobražuje? Ja, se trudimo. A ne? In uvodoma, ko si govoril, detektivstvo niti tukaj poznano, pa mediji, pa v agenciji smo se že pred leti odločili, da bomo eno osebo dali kot obraz te dejavnosti, a ne, in sem bila to jaz. Zato, ker je poklic delikatni z tega vidika, ker se delajo določene stvari, na katere jaz ne moram iti. Kakšni kompleksni nadzori, pa to, ker bi me lahko kdo prepoznal, recimo. Ampak zdelo se nam je pa smotrno, da ta poklic približamo javnosti. A veš, da se govori o tem, kaj sploh počnemo, kako si lahko nek navaden človek, posameznik ali pa podjetje z nami pomaga. In ja, tudi se ukvarjamo s tem, da osveščamo. Bodi si, ne vem, bila sem že od vrtcev, osnovnih šol, srednjih šol, na fakultetah itak redno predavam in govorimo o različnih temah. Od tega, kako se zaščititi pred nasiljem, od tega, kar je zelo aktualna tema, kako preprečiti oziroma kako ravnati v amok situaciji, če pride do tega v šoli. Kaj je to? Amok situacija. Recimo nek napadalec pride v šolo z nekim hladnim orožjem, bog ne daj, in se nekaj zgodi. Kako takrat kot učenec ali pa kot zaposleni ravnata, ne. Do in tako naprej, se pravi, kako varno to, kar si omenil, rokovati z digitalnimi napravami, kako na omrežjih, kako se pred tem goljufijam zaščititi in tako. A ste se kdaj ukvarjali s tem, da bi bilo treba telefone v šolah prepovedati? Nismo vse, ampak jaz bi to z veseljem podpisala. Se mi zdi prav. Ja, a ti je kul, če se malo o tem pogovoriva, ker je to neka tematika, ki sem pred kratkim je Bertrand poslal neko zadevo, ki se je na to nagovarjala in mal sem bil razdvojen, ne. Eno, koliko omejevati tehnologijo, ki lahko pomaga otroku, ne, mislim otroku, rečva najstniku, in po drugi strani, kako ga zaščititi, da tehnologija ne uporabi njega, oziroma da se ta dopamin receptor pač toliko navadi tega, da sploh ne ve več, kje je. Ja. In rabi skozi vedno več spodbuti in je to povezano polja. Jaz mislim, da je to grozno. Jaz sinu, pa bo zdaj 16, sem do pred kratkim imel limitirano uporabo telefona za določen čas, samo ur na dan, oziroma mislim, da je bilo celo 1 ura. A veš, je to prav, ne odrašča človek, nema neko veselje. Plus tega pa tudi to, da ne more kar na vsako spletno stran iti, pa brskati kar vse poprek.
Pa dobiti neke zelo popačene slike v svetu na tak način. Točno to, pa imamo kle pornografijo, pa take zadeve, ker je danes dostopna 10-12 letnikov. Eno je to, ne. Drugo je pa, kako izpostavljamo, če otroci nimajo nekega limita, kako jih izpostavljamo, se pravi, storilcem, onim perpetratorjem, a veš, na spletu, da jih na tak način začnejo nagovarjati in kaj se z tega ven lahko razvije. To je pa še bolj grozno. A si kdaj imela kakšen primer tega? Mislim, poznam kolege v policiji, ki to preiskujejo. Ravno naslednji teden sem na Interpolovi zaprti konferenci na to tematiko in mi je področje seveda zelo znano in občudujem ljudi, ki to preiskujejo. Jaz sem videl par videov, da sem iz Amerike, da jih prav pol pride nekdo do teh, da jim nastavijo neko pasta, in pol pridejo in to je ful gledano, ne. Ampak spet iz tega delamo reality show, ne. Ja, iz tega delamo reality show in se pravi, te storilce postavimo na piedestal zvezd, ne, kar spet ni prav, ne. Ja, so pa žrtve, recimo, ne. Ja, malo smo čudni, malo smo zašli po moje kot civilizacija. Glede na to, kaj vse nam je dano, ne, se mi zdi, da je čas, da se, zato tudi sam spodbujam te tematike, pa da se malo resnosti da v to, ne. Ja, sigurno, ja. Pa še zmeri neko odprto glavo, da pač sprejmemo to, ne da, veš, ne, o tem se pa ne bo govorila, ne. Ja, o tem se treba pogovarjati, da osvetlimo te stvari, ne. Pa tudi, da gre v zavedanje ljudi, ne. Aha, okej, gremo naprej, ne. Ker itak življenjski ritem je tako hiter, da jaz se tako počutam doskrat, da sem na vlaku, nekje hitim čez ene postaje, grem mimo in to je to, ne, a veš, in leta minijo, ne. Sploh, kad te potegne noter poklic, tako kot tebe more. Ja. Ti moraš biti fokusirana 100% tja, ne. Ja. Jaz delam tukaj, da mi sodelavci večkrat grozijo, da mi bojo internet izklopali pa konc. Ampak do zdaj mi ga še niso. No. Pol očitno še ni dost, ne. Ja. Kako pa uravnovešaš to z družino, z domom? Ja, zanimivo. To pa še to sem se spomnila, da imam pa prepoved upisovanja kakršnih koli novih certifikatov, izobraževanj in tako naprej. To je dost. Težko je usklajevati, zelo težko. Mora reči, ko so bili otroci, mislim, da sem malo hčerka, še manjša pa dost, mož seveda, ne bom rekla pomaga, ampak smo ekvivalentna tukaj, ne, da se usklajujemo, ampak v preteklosti sta pa mi dosti starša pomagala. Ne, se pravi, ko sem si še gradila kariero in brez tega bi bilo zelo težko. A ne. Se pravi, in ko sem dvignila licenco, začela aktivno delati in v Sloveniji in mednarodno tudi in pol akademsko, se pravi, nadaljevala magisterij, pa zdaj doktorat, to fulterja res celega človeka in posel in akademske stvari, tako da, ja, ne vem, v tem tednu vstajam ob 4, hodim spat v polnoči, ampak na drugi strani je treba imeti, se mi bo smejalo, ko bo to gledali sodelavci, definitivno, je treba imeti nek ventil, pa se skušati izklopiti za kakšen dan, da ne delaš nič, oziroma da se probaš ne delati nič. Pa ti rata to? Kot ventil imam pa to, da rada potujem, ampak potujem pretežno, recimo zdaj grem v Francijo na Interpolno, ampak bova še tam z možem podaljšala, pa bova šla malo krog. Potem imajo Beograd konferenca, pa bomo tudi tam šli mečkam za sebe malo na lepe stvari, kam imam potem avgusta je v Chicagu konferenca, pa tudi podaljšamo, pa gremo tako, da tako nekako izgleda moje usklajevanje poslovnih stvari za privat, ampak vedno nekaj kombiniramo, ne. Ja, si imela kdaj občutek, da tako recimo, ko si delala, ta občutek krivde, da nisi doma? A se ti je to kdaj porodil? Pri sinu, ja. Se pravi na začetku, ko si gradila? Ali? Na začetku pa še zdaj si tako mislim, ne zdaj, da sem tukaj zamudila, ampak sem kakšne stvari pač zamudila, se sem se vedno vračala domov, no, razno konference, pa te stvari službene, pa kakšni primeri, ko so terjali, da nisem doma, ampak več časa bi bila z njim, ja. In je bilo odrekanje, in še vedno je odrekanje, ampak zdaj se trudim več časa preživeti z družino, pa večkrat doma odklopiti, res, ko sem doma. Kako Če druga ne,
samo da zaključimo, Ja, ne, sorry. če druga ne, da je bilo 14 dni nazaj, sem rekla, ok, rezerviram nekaj, zakaj, v petek bomo šli spakirali, bomo imeli družinski vikend, v ponedeljek se vračamo nazaj na delo in sem na tak način, veš, da se fizično predstavim. Seveda vzamem računalnik s sabo in tudi tam sem delala, a ne vem, na morje smo šli pa v neko igralnico in sem tam laptop pa sem delala, ampak še vsem na tak način pol sebe omejiš. Ja, ker je težko na eni strani svoje sanje, svojo sanjsko službo, kakorkoli bi temu rekel, a ne zapostavljati, pa pol po drugi strani imaš pa tukaj družino, Ja. pa to zapostavljati. Tako se mi zdi, da ne vem kako ti to občutiš, ampak jaz sem imel obdobje totalne razdvojenosti, da karkoli sem delal, sem čutil krivdo, da bi mogel biti drugje, a ne. Nisem znal biti v trenutku pomirjen, da to, kar delam, je prav. Kako si ti to mogoče handlala? Ful pomembno biti v trenutku, a ne? Ja, Ker ti, ko razmišljaš, oj, bi mogel biti tam, se v bistvu nisi niti tle, recimo Točno zdaj, to. a ne? Da zdaj razmišljam, oj, po hčero bi mogla, pa ne, del tvoje energije ni tukaj in ti spet nisi, a ne, v tem pretoku, a ne, ki je bistven, da si uspešen pa da deluješ. Enostavno rečem, ne, tukaj sem, zdaj se s tem ukvarjam. Danes bom pa ostala v pisarni, ne vem, do 9, zato da naredim to. Otroci so na varnem, urejeni so, ne vem, mož je z njimi, babica je z njimi in decit, jaz sem pa tukaj zdaj in se bom temu posvetila. In ko sem doma, naredim isto v redu, zdaj poklopim računalnik in to je to. In če to slučajno ne gre tako, kot sem ti rekla, a ne, ker me odnaša kdaj, da se fizično predstavim, pa rečem ne, Bernarda, omejila tem na tak način, da grem fizično drugam ali pa da pustim telefon pa računalnik tam. A ne, ker smo ljudje, a ne. In je potrebno dosti dobro, to je čar življenja, da se z letom v leto bolj spoznavaš in svoje manjke in svoje pač močne točke in tudi vzvode, na katerih deluješ. In to deluje pri meni. Ali pa da grem recimo, kar je moj ventil, da grem slikat. Slikam olje na platno, slikam takrat. In takrat izklopim telefon, 3-4 ure, imam platno, imam barve in slikam. In samo sem, brez kakršnih koli informacij, telefonov, samo sem. Spustiti, ne. Take stvari in to je ful pomembno. Kaj slikaš? A čist, kar pride ali? Kar, kako ne rečem, čutim, no. Ja. Dost reprodukcij, recimo, zelo blizu so mi impresionisti, tudi kakšni modernisti, odvisno, kaj me potegne. Pokrajine, Monet, recimo, Monetove, Water Lilies, potem pa kakšne akte oziroma obraze in tako, no. Različno. Kamor me potegne, no. Ja, hudo. Je tak dober kontrabalans temu z informacijami na bitmu delovniku, a ne? Ja. Jaz sem opazil neki točki svojega življenja, ker sem recimo ratu oče, a ne? Oziroma že malo pred tem se je začelo to odpirati, kako sem začel, nočem reči demonizirati, ampak mogoče malo tako zaničvati ta del sebe, ki je imel pa žar po delu, po ustvarjanju, po grajenju, a ne? In da sem kar na en način mislil, da ne morem biti več tak, a ne, da zdaj bom mogel biti drugačen. Dokler nisem, ne vem sploh na kakšen način, spoznal, da je ok, če obstaja več verzij mene. Da, okolikor jaz se zavedam, da sem na koncu dneva mir za njimi oziroma opazovalec, nekdo, ki doživlja, ne toliko aktivno dela, a ne, sem v bistvu opazil, da mi vsaka izmed teh verzij zelo lepo sluša. To mi je všeč, da si rekla prej, da okolje zamenjaš, ker una verzija ni navajena tega okolja, zato lahko se druga verzija aktivira, ki je recimo mama ali pa partnerka, ne, kakorkoli. Ker ti si lahko izvrsten in to je dvorezen meč, ti si lahko zelo, zelo dober v tem, kar delaš, ampak pride tukaj zraven to prekletstvo, da to pač nosiš pol posod in okoli tega zgradiš svojo identiteto, ne. Ker ti daje toliko potrditve, toliko lastne vrednosti. In da se mogoče preveč ljudi ne zaveda tega, da je čisto ok, da ni identiteta zgrajena okoli nekih dosežkov, a ne? Te zelo razumem. Od vsega, kar si povedal. Od tega, ne vem, ko si postal starš, ne vem, jaz sem
Ko sem rodila hči, jaz ni sklopila za 1 leto. Čist. Vsega ne, pa se je dalo, a veš. Do tega, ja, kdo sploh sem, recimo, s čem se identificiram, s certifikati, z doktorati, ne. Človek si in to je to. In do tega, kaj te veseli, kaj ti je tisti drive. In to pa jaz mi je največje veselje v mojem življenju, da lahko kreiram tisto, kar se mi v glavi porodi. To mi največ pomeni. Ne glede na to, a veš, gledamo oziroma pogovarjamo se o dejavnosti, ki je zakonsko regulirana. Pač ti imaš zakon, po katerem moraš delati. Ampak še vendarle v tem noter tu kreative, da lahko jaz rečem, ko sedim nekega dne pa rečem, pismo bi bilo dobro imeti svojo revijo, pa 10 let izdavam tole revijo, ko sem ti jo prinesla. A veš, tako gledam jaz te stvari. In to meni ogromno pomeni. Ali pa ne, bi bilo pa dobro neko konferenco narediti, ne? Bi bilo dobro tujce sam povabiti. In Slovenijo predstaviti, fantastična, lepa, krasna, varna država smo, varni smo. Pa smo imeli 2 konference tukaj, pa so bili navdušeni, ker še prej sploh niso vedeli, kaj smo del Čehoslovaške bili, ali kje smo sploh. Navdušeni so bili tujci, moji kolegi, preiskovalci iz tujine, ki so prišli. Pa smo izvrstne konference organizirali, ampak veš, tem, kar se pogovarjamo, kako lahko svojo kreativo, neko idejo noro, odbito implementiraš. Ali pa zdaj, kaj delamo, je bila ideja mene pa pravzaprav mojega možana, ampak smo skupaj to idejo razvila, kako znotraj organizacije, pač v izvršnem odboru tu je organizacija preiskovalcev, čez 400 nas je, sedežem v Ameriki, pa edina ženska, pa edina Evropejka sem v bordu, v izvršnem odboru, ne. Ampak ideja je bila, kaj bi mi lahko dodane vrednosti dali tej organizaciji, 400 ljudi je z vseh kotičkov sveta praktično. In sva rekla, bilo pa dobro, kaj pa če naredimo izmenjavo, recimo, to imajo študenti, ne vem, Rotary, a lahko to naredimo na preiskovalnem parketu? Je v bistvu lahko. In zdaj iščemo oziroma delamo 3. par, ker prvi smo imeli, da je češki detektiv prišel v Slovenijo, pa tukaj bil v naši agenciji. Tudi delo ali samo... Je bil par dni z nami, smo predstavili, kako delo poteka, smo se družili, on je povedal, kako je tam, a veš, da mu daš insight, kakva je zakonodaja, da ga spoznaš, ne vem, s kolegi, z fakulteto, recimo, pač različne stvari, a ne. Do tega, da je potem indijski preiskovalec prišel na Češko v Prago, pa jaz sem šla tudi tja, pa smo bili tam, ta Indijce bil cel mesec tam, v češki detektivski agenciji, jaz sem šla tja za par dni, sem videla, kako stvari funkcionirajo, da sem malo videla, kako detektivi tam delajo. Do tega, da imam zdaj, mislim, da 11 ali 12 držav, od, ne vem, Japonske do Tajske, do zdaj nazadnje se mi je te dni prijavil kolega z Teksasa za te izmenjave, ki jih pol delamo. Ful dober. A veš, in to je meni kreativa. Ja. Prosti, in ne zato, da zdaj pa jaz delam posel drugače. Mene ne zanima. Mene samo to veseli. In tukaj se težko ustavim. Pa ne zato, ker moram, ampak ker imam tukaj idej, ko se mi zdijo fantastične. Se mi zdi škoda, zakaj ne bi tega dal, ne vem, branži, državi, ne vem, fakulteti, recimo. Vse ljudje imajo veliko idej, ampak se kar ustavne, kak ti se mi zdi, da jih pač realiziraš, da imaš dosti discipline pa volje, da veš, da daš v življenje to, ne. To pa stvar fokusa, tudi trme kdaj, a veš, da si trmast, pa si utrujen, ne, vse sem te rekel, ob 4 sem stala, ampak ne, ker vem, da me to moram, če želim to zaključati. In ta projekt je tako dober, ne vem, a koga še rabam, ni me strah nikoli telefona dvigati, pa reč, sorry, ne vem, ne znam, a mi lahko ti pomagaš, a vidiš rešito? A pa veš, kolikrat kličem, ne vem, si omenil odvetnika, veš, kolikrat odvetnika kličem, pa rečem, a ramo še kakšen dokaz več? Ti už to stvar naprej pelal, ne vem, a se lahko konzultiram, ne vem, delamo to pa to zadevo, mi lahko pomagaš, kaj pa ti misliš? Ne vem, to je bistvo. Ja, na koncu dneva prevzemaš odgovornost, a ne? Ja. In to, da te ni strah, a veš.
in izstopati in pač biti nad povprečjem, zato ker to pa je zanima. Slovenska mentaliteta to, če si nad povprečjem, pol kar, bož, da si tam nekje, a veš, pa dajmo te mal dol potegniti, sam mene vseeno, sam imaš ti s tem probleme, a veš, kaj mislim. Ja. Ampak ta je kar pogosta, sploh v Sloveniji ta, ne vem, kompleks majhnosti, kakorkoli ali pa. Ne se ven metati, ne, pridem bota, veš, ne izstopati, ne. Medtem, ko pač premiki se delajo izven tega, tukaj spadaš, ampak še zmeri pa, ne vem, se mi zdi, da z generacijami bomo nove izzive dobili, ni zdaj samo tako, da smo mi opazili neki izziv in se bo to rešili in pa naprej bomo vsi srečni. Ne, pridejo novi izzivi, ne, se jih imamo pač konstantno. Hotel sem te vprašati prej, če si kdaj sodelovala z kakšen CIA, MI6, FBI, take mal hollywoodske. Poznamo z vseh teh vrst kolege, a ne tudi tako, ko sem omenila, zdaj grem na Interpol, pa na Europolu sem parkrat, mislim, poznaš ljudi iz vseh možnih struktur, ki so v strukturah, ali pa ki so bili v strukturah, a ne, ker tudi to, kar smo omenila, Council of International Investigators, a ne, to je ena izmed največjih zvez zasebnih preiskovalcev, detektivov, ne, če hočeš tako to poimenovati, ne, imaš ogromno ljudi, ki so prej bili v strukturah, FBI, CIA, etc. Ne, tako da jih poznam, ampak grem na pivo z njim, tako z nekom, ki je včeraj pač začel s tem poslom, recimo. Ne. Ampak oni podobno vrsto poklicov opravljajo, je to bolj nekako, tisti je obveščevalno, ne, tisti je bolj, lahko rečeva vohunstvo, kako bi temu rekla? Strokovno. Odvisno, katero strukturo točno gledaš. Ampak, če gledamo zdaj Council of International Investigators, to smo vsi zasebni preiskovalci, a ne, ki po posameznih državah po svetu upravljamo poizvedovalno, obveščevalno, preiskovalno dejavnost, a ne. Okay. Je pa seveda odvisno, kako je v posamezni državi ta dejavnost regulirana. Ker ni nujno, da je. Ja. Pri nas je, tako kot sem rekla, od leta 94 zgledno, tudi, ko hodim po svetu, nas pohvalim, pa vsi rečejo, res, mislim, od 94 ga imate zakonsko regulirano dejavnost. Ja. Dočim, ne vem, Nemci nimajo zakonsko regulirane, Avstrijci, recimo, a veš. In je odvisno pol tudi, kako delajo, recimo v Pragi, zdaj, ko sem bila, ne delajo kontrol bolniških pa nadzorov, delajo pa drugi stvari več, ne, več iščejo dolžnike, več iščejo osebe, ne. Čisto odvisno od države do države. Ne? Ja, jaz sem poslušal podcast in je bil nek bivši agent CIA. Mislim, da je bil Diary of a CEO, ali kjer je bil podcast, ne vem, kjer je bil. No in mi je bilo zanimivo, ker je razlagal, kako jih pač urijo tehnike, tudi manipulacije oziroma jih spoznavajo s tem, ne, pa pristopanja, ful je neke psihologije zraven. A je tudi pri nas, kako bi rekla, da je delež nekak psihološkega urjenja nekega detektiva? Eno je spet, kaj ti fakulteta da, a ne, ker za poklic detektiva v Sloveniji ni predpisana smer študija. Ja. Moraš samo diplomirati, torej na visokošolski stopnji. Okay. A ne, lahko si ekonomist, lahko si pač karkoli, a ne. Ja. In zato pravim se tistim, ki se odločajo za to ali pa rečejo, kjera šola bi bila najbolj primerna, fakulteta za vrstoslovje ali pa kakšna pravna fakulteta. Pravna, po moje. Ker ti da največ fundamenta, največ podlage. Potem pa je obligatorno usposabljanje, ki je 80-urno na Centru za poklicno usposabljanje. Tukaj pa pač je več različnih naborov teorije, pa tudi neke prakse, ki se odpredava, ampak tega zelo malo, se veš, 80 ur, to ni praktično nič. Ja, to ni nič. Tako da potem tista kilometrina, ki te brusi. A delate aktivno na tem, da se nove ljudi rekrutira, oziroma kako imate s kadrom detektivov? A vas je dovolj? Govoriš na splošno dejavnosti ali pa v agenciji? Mislim, ne delamo, pač prijavljajo vse, recimo zdaj so bili pretekli teden detektivski izpit, je bilo prijavljenih 10, naredilo jih 5. Aha. Ne? Okay. Tako da nekje se pravi med 5 pa 10 licenc letno se novih dvigne, ker 2-krat v letu je izpit, a ne 2-krat v letu je tudi to usposabljanje, tako nekako, ne. Pa moš gledati to fluktuacijo, eni se pa upokojijo, ali pa vrnejo licenco, ker nimajo dovolj dela, tako da
tle nekje številka variira. A te najemajo bolj za osebne zadeve ali bolj podjetja? Podjetja, skoraj v večini podjetja, neki javna uprava tudi, ampak 95%, če ne več. Kaj pa pri teh recimo primerih, kjer gre za zasebno detektivstvo, ne? Torej, da te fizična oseba najame, recimo, da bi te jaz najel. Zakaj tukaj večinoma najemajo? Imaš recimo dolžnika, ne, ki uradno prikazuje, da nima nič. Aha. Ti pa veš, da se ful z dobrim avtom vozi, pa hodi jadrat, pa nekje vse potuje. Ne? Ja. Tam ti pa pravi, da je revček, pa ti uradno ne more tega vrniti. Stike, to sem ti že omenila. Ja. Razne preverbe, ne vem, to vedno svetujem. 100-krat boljše, pa cenejše je preventivno preveriti stvari. Ne vem, kupuješ avto z tujine, recimo. Kupuješ nepremičnino v tujini. Ali pa tudi v Sloveniji v končni fazi najemaš eno zadevo, ne, karkoli, vse posod imamo že danes goljufije, od bookinga do polhe, do nejmita, Boljše prej dati neki denarja človeku, ki zna to preveriti, ko kar pol, ki si že nakazal, pa rekel, ups, ne. Te stroji, ki si jih pa naročil tam z Poljskega, pa plačal tam za neko kvazi carinjenje, ki ga ni, je pa na tek, recimo. Ne. Ja. Ampak to najdeš človeka iz panoge, torej, če bi se zdaj za avto pogovarjala, ne? Ker jaz sem gledal avto iz Nemčije, da bi vozil in mi je ta človek, preko katerega sem kupoval, rekel, da to storitev tudi ponuja, ne preverbo. Torej, da se prvo naredi preverba, pol se pogovarja in ti preverbo plačaš, ne? Ampak človek tam ti je govoril, recimo. Človek, ki je prodajal, ne? Ja, in sem bil tako, sej pač mi je cool, da boš ti to naredil, ampak a bo to res legit zame, ne? Je bilo moje vprašanje. Avto bil fulcnej. Ja, ne, pol se, recimo, ne, ja. Ja, pol se je, malo se je zajebil, ki mi je dal, nek predlog mi je dal, ki mi ga je pa nek drug vir objasnil kontra. In tam sem zgubil zaupanje, pa sem pol šel po drugi poti, no. Tako se mi zdi, da, tako kot si rekla, pač skeptik biti je zelo dober. In tako stvar, dvigneš telefon, Bernardo, daj, aloh, odvisno od primera do primera, ampak če nekje z Nemčije, pa manj kolega tam, rečem, daj, aloh, greš na ta naslov preveriti, aloh, ne vem, greš do te osebe. To si omenila, ne, network si rekla, da tvoj network, da se je krepil in da je to pač praktično tisto, kar ti daje verjetno tudi vrednost iz vidika preiskovanja, ne. Ja, kaj je neki, kar si delala dober, da si lahko zgradila tako mrežo ljudi? Na zelo podoben način, ampak nič načrtno, a veš, to so stvari, ko so vse same prihajale, ne, tako kot ne vem od začetka priročnik ali pa na fakulteti. Jaz sem vedno bila odprta do profesorjev, še danes hodimo na kavo, pa na kosilo, pa na tako pač, ker ni me strah vprašati, ko so nekaj pa poklicati, pa reči, aloh prijem na kavo, pa vas nekaj vprašam za en nasvet ali pa nekaj, na nek tak človeški način, ne, in isto kot se pravi, razvoj moj karierni, če gledam, ali v Sloveniji, ali tudi mednarodno. Sem se odločila, pa sem rekla, želim še v svetu malo videti, kako stvari potekajo, oziroma to je bilo že v času, ko sem v upravnem odboru zbornice delovala, to je bilo v 2007 pravzaprav, sem stopila potem v upravni odbor vodenja detektivske zbornice in takrat smo se včlanjali kot zbornica v eno zvezo tujo združenj. In sem pomagala takratnem predsedniku, da smo ta, kako ne rečem, kandidacijski postopek izvedla in da smo bili pol tudi sprejeti v članstvo. In to so bili nekako prvi koraki, ko sem se spoznavala z dejavnostjo v tujini, ko sem pa itak šla tudi na usposabljanje za detektive v Berlin, pa okrog, pač ker me je zanimalo, sem želela vedeti več. Ampak na isti način potem, kaj lahko jaz naredim? Kaj lahko jaz doprinesem? A veš, in tukaj se mi zdi tudi pomembno, česar pa še nismo izpostavila, ne da gledamo, kaj se lahko nekje dobimo. Kaj lahko jaz od tebe danes tukaj dobim, a veš, ampak kaj lahko daš? In tukaj, ne vem, kaj lahko jaz fakulteti dam svojimi izkušnjami, kaj lahko jaz dam branži, kaj jaz lahko dam Council of International Investigators, tako kot sem rekla, je ta mednarodni exchange, ta dodana vrednost. Veš, pa nimam nič od tega. Točno to. Ampak takoj. Ja, se pride. Pride. Jaz nikoli nisem, ali pa v začetku si to dobro vprašal, ne, če me je bilo strah, ali pa ne vem. A veš, jaz sem tudi
staro službo sem imela, v zdravstvu sem delala, ko sem študirala izredno, pa pol dvignila licenco, jaz sem pustila službo. Kaj si delala? Nisem imela, medicinska sestra sem bila, ker imam srednjo zdravstveno šolo. In ob srednji zdravstveni, ker nisem bila, takrat ni bilo oddelka za policistke, tako kot sem ti rekla. Ja. Pa mi ni žal, ker mi je tudi to dalo, kako naj rečem, neko pogled v ljudi, veš, pomoč in tako naprej. Ampak jaz sem takrat pustila službo, sem rekla, ne, jaz grem v to branžo. To, jaz to želim, fertik, ni bilo sploh druge možnosti za to, ampak ni je bilo strah, ker sem vedela, da bom. A je še tako grem tudi v tujino, pa če vem, da bom, na svoj način, svojo kreativnost, svojo idejo, da nekaj daš in posledično pridajo pa rezultati, se sploh ne rabiš s tem obremenjevati. Pač to se je meni izkazalo skozi moje življenje, da se ne obremenjuješ. Zakaj misliš, da se toliko ljudi obremenjuje, da je kontra temu? Torej, da si ti v bistvu anomalija. Pa je tebi to nekaj naravenega, je tebi to nekaj ta samozavest. Veš zakaj? Zato, ker je strah neukorenjen. Strah je družba ali pa voditelji, so vcepali v nas. Zato, ker si ti kot svoboden človek, nacija, si težko vodljiv. Če pa tebe strah, se te pa da voditi, je tako. Torej, a je tisti, ki vodijo svet in interesu, da smo mi svobodni pa srečni, pa da se nas ne da glih tako upogniti, ne vem če. Ja, lažje je vladati strahom, mislim, exactly. Lažje, v narekovajih. Ja, v narekovajih, ne, se tudi tukaj, a veš, vzrok pa posledica, v katerega jaz verjamem, ker se prej se ti vrne, but tako stvari funkcionirajo, no, vse, kar jih jaz vedem. Ja, je sigurno je, če želiš, manipulacija, karkoli je strah, eden izmed pač glavnih faktorjev, zaradi katerega bojo ljudje naredili to, kar ti želiš, da naredijo, a ne? Ja. Na koncu dneva, kaj to prinese dolgoročno, je pa pol pač prestrašen narod, ki dela v bistvu samo zato, da sebe varuje in izgubimo kolektivnost. Ja. Ker bo vsak sam na svojo rit gledal. Ja. Zdaj mislim, da se malo vračamo nazaj v te kolektivne stvari, torej, da želimo spet se družiti, sodelovati, čeprav pač z nekim eksperimentom, ki se je zgodil, so to probali spet rezati. Ampak ja, več ljubezni je sprava, bolj, ko bomo sposobni biti sami dobri, sami biti ta sprememba, ki jo želimo videti, Ja. Več straha bomo premagali. Sigurno. Na koncu dneva pa so to poteze, ki ti govoriš o njih, ki jih narediš, se to ni neki, da ti pač nimaš strahu ali pa da te ne skrbi, kaj bo, sam pač si sposobna iti čez to. Ja. Z ustrajnostjo, veš, ker verjameš, oziroma se sploh ne ukvarjaš s tem. Ja, a so starši tvoji verjeli vate, tako, ko si bila mlajša? So te spodbujali, so ti dali vedeti, da si dovolj dobra itd. Ja. Sam sem bila skozi, veš, on extra mile. Nikoli ni bilo problema z menoj, da bi mama rekla, joj. Moja mama je šla v srednjo šolo, to se spomnim, samo preveriti, ali se ujema podatek, ki sem ga povedala o urah, ki sem jih manjkala z tistim, kar sem jih povedala doma. To vse. In ko se tam mi še zdaj kdaj, ko se pogovarjamo, reče, joj, tam so mamice na hodniku, joj, ti, kaj pa misliš, da bo pa to? Rekla, se vem. On meni se sproti pove. Jaz sem šla samo vprašati, vse ok, kako je z urami in that's it. Dejansko sem bila neproblematičen otrok, res. Ampak kakšen privilegij je to zaupanje, da je že odvedno tam, da ni tega prikrivanja, ker saj jaz kot otrok, jaz sem zelo rad po svoje, pa mal barabinske fore špilu, ker so me pa dobili, sem bil pa cel ponižen, pa v rit lezu pa tak. Tako da to je bil en... No, si bil kreativen, Zelo kreativen in to me je sigurno naučil ogromno. Pol sploh, ker smo imeli, ker sem delal še v agenciji za marketing, smo imeli eno izobraževanje o vodenju, se pravi leadership, in takrat mi je Borut, takrat je to delal, pokazal, kako so v bistvu bili to samo moji talenti v neki surovi, neizoblikovani obliki. Kako sem jaz v bistvu že takrat se znajdu
da sem dobil tisto, kar želim dobiti. Sam namen od zadnje je bil napačen oziroma nezrel. Ne? In polk dozoriš dejansko lahko te stvari, ki jih mogoče nazaj gledaš, pa te mal sram, mal si cringe, ko sem to delal. Dejansko jih lahko spreobrneš v zelo pozitivne lastnosti. Če seveda delaš tudi na tej drugi strani, ki je pa iz kere podlage deluješ, zakaj uporabljaš zdaj vse te vrline. In pa se včasih malo pohecam, da če mi kdo pride, pa prav, da mu zakaj še nima tega, zakaj še nima unga. Vesolje misli, da še ne zaslužiš, ker boš za napačno stvar to uporabil. To je res, pa to, kar si lepo izpostavil, kako pomembno v bistvu to, da se celo življenje samo spoznavamo, a veš, in da tiste močne točke, ki jih imaš, pol brusiš, a veš. Ker učijo te pa lih kontra, oziroma učijo. Sistem je narejen tako, da tista stvar, ki ti v šoli ne gre, boš šlo največ fokusa, da boš dobil tisto dvojko. In si tako, ok, v redu, a je to smotrno, a je to pametno. Medtem, ko imaš ti enega vrhunskega glasbenika v srednji šoli. Pa ga muči z matematiko, recimo. Ja. In da tam ugasne njegova zvezda, se popolnoma strinjam. Sam kdo misliš, da bi kle mogel prevzeti inicijativo, da bi za take bisere, genije bilo prej poskrbljen? Starši, definitivno. Kaj bi rekla zase, da kot starš, v kaj verjameš, da je dobro za tvoje otroke? Kaj so neke take stvari, ki... Spet to, kar smo govorili prej, učiti z zgledom, to je prvo, kar je. Ne moreš učiti otroka poštenja, pa nekega tega, da ne naredi stvari za šolo, pospravlja recimo doma, če jaz tega ne naredim, to je največ. Otroci so naše ogledalo in nas skozi snemajo, skozi nas gledajo in ponavljajo za nami. In s tem dati nek fundament, neko popotnico naprej v življenju. Seveda jih pa držati za roko in jim pomagati. Eno zanimivo vprašanje, ki se meni dostikrat poraja glede starševstva, je, kje je meja med tem, da otroku pustiš, da se nauči na lastni koži, pa da ga ti zavaruješ. Postavljati meje in, kako ne rečem, se jaz tako vidim, ščititi pred tem digitalnim svetom na nek način. Naši otroci zelo malo gledajo TV-a, kakšnih tablic, telefonov, ne vem, ko gremo v kakšen lokal, veš, pa vidim, ljudje jejo in otrok, ne vem, leto dni star in ima scrolla po tablici. Mislim, come on, kakšna stvar je to za njegove možgane, Pa tudi, ne vem, z otrokom si pogovarjaj se z njim, pa otrok je, pač ne gleda, kaj ga s tem učiš, in to se mi zdi zelo pomembno. Po drugi strani pa tudi v nekih varnih okvirih, to je pomembno, ampak da ima otrok možnost sam narediti stvari, izkušati stvari. In to mejo recimo pri, ne vem, letu, 2, 3, a veš, vedno bolj širiš, da se sam nauči. A veš, moj sin je 16, je kar navezan name, ampak jaz mu pustim, pridi ti pomagala, ne bom pa namesto tebe, ne bom. Pa bi marsikatero ugodnost lahko imel in finančno in tako, ampak sam boš. Tudi zdaj, ko bojo počitnice, so eno študentsko delo si jo treba najti. Ne zaradi tega, ker bi mogel zaradi financ, ampak zaradi tega, da ti vidiš, kako je. Pa misliš, da bi to delo moglo biti fizično? Ali je lahko tudi nekaj digitalnega, ker je ogromno mest danes, ne? Mislim, zelo bi bilo dobro, če bi bilo fizično. Jaz v osnovni šoli sem police filala v lokalni trgovini, a veš, pa me je tudi to nekaj dal. Glej, kar bo najdel. Lekcija se skriva lepa v tem fizičnem delu, ne? Kar bo najdel, Drugače pa tudi je šel že z mano v pisarno, pa mogel pospravljati, pa smeti odnesti, recimo. Neki. Ja. Jaz sem selitve delal. Selitve, pa smo kdaj bili v skladišču in, a veš, tam je bilo, tam zelo lep dober primer izhaja, zakaj pa, če je fizično telo dobro, sploh za fante, Nočem delati razlik, ampak čistko bom rekel. Ti imaš tam paleto, škatlami. Ta paleta mora biti na koncu dneva na drugi strani skladišča. Noben ga ne zanima strategija, kako boš ti to naredil, na kakšen način.
Na koncu dneva mora biti to tam. In to boš lahko naredil samo, da boš prijel in nesel. Ja. Ali pa pač z viličarjem odpeljal, sem za viličarje nimaš izpita. Ja. A veš? In se mi zdi, da je kle se skriva to. Ker danes je toliko enih poklicev, ki so zelo umski. Zelo veš, kako bi nekdo to boljš naredil. Digital marketing strategist, ta je bila zelo popularna zadnjih 5 let. Sem vprašal te ljudi, kaj pa točno delaš? Govorim podjetju, kako bi mogli nastopati na družbenih omrežjih. Sem rekel, to je to. Ja, to je to. Potem pa prevzamem, pa delam pač jaz te zadeve. Sem bil tako, wow. Kakšna razlika v lekciji, ki jo odneseš od tega dela za življenje, se kleno odskriva. Se hodo, da se sam znajdeš, pa si neko tako službo dobiš online, ampak pismo, jaz ne vem, če bi razumel koncept narejeno tako dobro, kaga, če ne bi fizičnega dela opravljal, ker ti vidiš, kaj pomeni narejeno. Se strinjam, ja. In to je ogromna pač dodana vrednost pa kompetenca za življenje, če tako gledaš. To pa udobje. Udobje danes se mi zdi malo. Ne vem, se kaj doma z otroci o tem pogovarjaš, pa jim malo dozemaš to udobje, ker je dobro za njih, ampak mene malo skrbi, kaj bo s neko to zgubljeno generacijo zdaj, ki jim je bilo čisto preudobno, teh nekih 10 let razvajanja, ne? Ja. A veš, praktično, ne vem, pridajo, iščejo službo na razgovoru, brez izkušenj, 3 ure neto, bi imel jaz plače. Manj kar dober pogled v to, zakaj, zato ker delam s podjetja, veš, ki ima pač kader. Ja. In vidim te probleme, ne. Ko to, ne daš mi dopusta, grem na bolniško. Čez vikend nam delo, grem na bolniško. Ne moreš me toliko malo plačati, kaj jaz lahko malo delam. Točno tako. Zjutraj ob 9, to zame prekmalo. Ja. Prosim, a veš. Ja, za mene ni bilo, glej. Ne. Petek, svetek, praznik, poletje, vroče, recimo. Tudi en zelo, kako ne rečem, negativni aspekt našega dela, a veš. Poleti, vroče, v avto si predstavljaš, delaš nadzor. Gledaš recimo eno skladišče, kdaj bo nekdo nekaj vnesel ali pa, vnesel in ukradel, ne. Ja, glej, sonce ne nehal sijati, ne, vroče bo v avto ali pa po zimi mrzlo minus 15 stopinj, ne. Pač moraš biti tam. Moraš to zborbati, moraš to zgriziti, ker tako boš dobil dokaz, recimo, ne. In ja, ta, tako kot se je rekel, generacija, ja ne vem, šlo je pa nam tam sedel, recimo, ne, težko. Ja, ampak po drugi strani pa pol je pa problem s kadroma, ne, ker pa nam kledilo, ne. To imamo vsi, ja. Tudi podjetja ima ogromne težave s kadrom. Do takih mej, da dobiš osebe, ki kradejo, pa rečejo na upravi, vse smo vedeli, da odtujujejo, ne, najeli smo vas, da seveda to razkrijete, ne, ampak pismo mi nimamo koga, da bi ga zaposlili. Ja. Ne, niste najdeli samo na 2, ko smo jih sumili, še 10 zraven, ampak koga ne zaposlimo. Ja, se to. A veš? Zakaj že na prvi točki pač pride do tega, da kradejo? Mene bi to zanimalo. A greste kdaj tudi toliko globino, da nekako probate preventivno svetovati podjetju, kako se to ne bo ponovilo? Ja, se tako je, tukaj smo spet pri oni gajbice, ne? Ja. In se v večini so ljudje tako priložnostno nekje odtujijo. Se pravi, če boš ti v podjetju zadeve zadost zamejil, pa preventivno delo do tega načeloma ne bo prišlo, razen pri tistih, ko so pa sploh delikventi, pa ko bojo zlorabili tudi sicer, ne. Ta jabolko pa ja, se da preventivno na njih delati, da do tega ne pride, ne. Sam je velik dela, ne? Velik dela, ne. Ja. A veš, nimaš sam trdih ukrepov, ne. Ker detektivska danost so trdi ukrepi v podjetju. Se to. Imaš mehke ukrepe. Ne, z delom na pripadnosti podjetju, z team buildingi, z pogovori letnimi, z ne vem, a veš, veliko je tega, ne. Kje pa vidiš prihodnost detektivske panoge? Kako vidiš nekak razvoj? Se vplivaš na njega, ne? Zato si po moje najboljši človek, ki ga lahko to vprašam. Umetna inteligenca. Ja. Razvijanje orodij za analitiko velikih količin podatkov. To razvijamo.
Interno. Konkretno v našem kolektivu. To je prihodnost tega, ne. Ampak ne glede na ves ta razvoj, to, da se bo detektiv mogel usesti v avto, pa obrabiti svoje čevlje, nikoli ne bo šlo iz mode. Mislim. Veš, to bo še vedno potrebno. Vedno boš ti mogel iti on the field, ali pa imeti nek conversation, ali nek razgovor s človekom, pridobiti neke podatke. Ampak ta drugi del je vedno bolj pomemben, veš. Ker kaj meni koristi, da zbiram informacije, mislim, mi koristi, ne vem, od tebe kot od, ne vem, potencialnega storilca. Če pa lahko grem na splet, ali pa imam kolega, ki je svetovni ekspert na tem področju, pa mi zbrskal vse tvoje stvari, ki so na vidnem delu spleta, pa na temnem delu spleta, pa tvoja gesla, pa vse stvari, ki si jih pobrisal za seboj, ne vem kdaj, in lahko imam z tega cel tvoj profil. Ki ga pa on the field ne moreš dobiti, ne. Ja. A veš, in tukaj, noter, pa povezovanje, to je globalno. Kako bi pa komentirala to, kar se na Kitajskem dogaja že, ta mega nadzor? Ja, tukaj je pa drug vidik tega, ne, ki je pa zaskrbljujoč, oziroma ne zaskrbljujoč, grozljiv. A veš, jaz nimam nič proti temu, da sem recimo predmet nadzora. V redu, prečekirite me, da je cita, ne. Ampak kje je meja tega, kje je pa naša zasebnost? Dokam lahko stvari grejo? Tukaj smo že zdavno presegli Orwella. Definitivno. Scary. Pa se da še kaj narediti, da se to... Da vsak posameznik razmišlja, smo spet pri tem razmišljanju, a ne, kaj objavlja, oziroma kaj prebere, o tem smo tako že dosti povedala, kaj objavlja, pa ne sam sebe, otroke, kje te slike končajo lahko, predelane, ne vem, odark o temnem delu spleta ali pa kaj objavlja, da tudi to recimo, ko sem prej omenila, ne vem, da predavamo v šolah, da se tem mladim ljudem, otrokom, a ne, ko dobijo neko napravo, da se jim pove, karkoli boš objavljal, tudi če bo zbrisal, bo nekje ostalo. Ne pomeni, da ti zbrišeš neko sliko dol, da je ni. Zbrisal si sam pot do te slike, a ne, ta slika še nekje vedno bo, načeloma. In veš, pa delamo recimo, preverjamo ljudi recimo za potencialni kadar, a ne, in ugotovimo konkreten primer, to smo pred leti delali, ne, za varuške, in smo ugotovili, da ta varuška objavljala, ne vem, neke rasistične stvari, slike, fotografije, ja, valjda jo niso najeli. Pa je to pred leti objavljala. Ampak, a veš, če imaš ti par kandidatov, glej, in te zadeve, pač kaj delaš na spletu? Mogoče mi nismo od začetka spleta uporabljali s tem zavedanjem, ne? Ker če greva moje Facebook statuse brati za 20 let nazaj. Complicated. Ja, ne govoriš, kaj sem jaz, kje vse pisal gor, ampak pustimo to. Bolje za premisliti, kje so tvoja gesla, recimo. A so kakšna tvoja gesla kompromitirana, a ne, to delamo za menedžere, gospodarstvenike, tako nas najamejo, mislim, lahko tudi obični ljudje, a ne, jaz vem, da si to dan vsake tok časa prečekira, če so tvoja gesla, ki je na temnem delu spleta, ker to se kupi za zelo pocen denar, ne. In če ti vidiš, da tvoje aktualno geslo je kompromitirano, si ga boš šel zamenjati. A to delate s kakšno inteligenco umetno ali delate ročno? To delata kolega, ki sta izvrstna eksperta na tem področju. Jaz sem najdel en tool, gledal sem Yes Theory, sem gledal neko stvar na YouTubeu in je bil noter ta promotion tega toola in sem ga šel pogledat, ne vem, inkogniti nekaj tazga. In dejansko je pač to njihov pitch, ne, da ti oni refreshajo na, ne vem, 2 meseca in da iščejo ta gesla zlorabljena in jih dajo stran. To je redo, ja.
Ja. Tako da, ne vem, če sta ona dva razmišljala, kdaj o tem, če bo kdaj kaj tazga na voljo, bom vesel, če mi poveš, da jaz to delim z ljudmi, ker se mi zdi dobro za njih. Ja, to je nujno, se mi zdi. Ja, jaz bom zase to zih naredil. No. Sej imaš ti na Appleu, ti že sam to ponuja možnost, ne pa ti pove compromised, kdaj je bilo, kje je bilo, ali pa da je your data appeared in a data leak, ne? Take zadeve, ampak še zmeraj je to pač nekaj, kjer ta data je tudi shranjena, pa je tega že toliko po spletu, po moje, da je grozena, ne? Teh likov je tukaj, ne? Ja. A veš, in kdo vse to ima, oziroma, a veš, kje vse to je in kaj vse se z tega da narediti, kaj vse se z tega da sprofilirati, a veš, to je to, kar nas čaka, po moje, nestuteno, no. Ja. A si kdaj imela kakšen primer, kjer si videla, da se nekomu dogaja krivica, pa niste mogli dokazati? To je zanimivo vprašanje. Škoda, v večini smo imeli ali pa imamo pač ljudi v postopkih, v katerih je potrebno zbrati neko dokazno gradivo. In ja, se izkaže, da je recimo sum, ne vem, delodajalca ali pa nekoga, da ni upravičena, ne. Da rečemo, gledajte, ne, pač neke govorice so bile, recimo, da človek, ne vem, hodi v krog ali pa, ne vem, goljufa pri nekih potnih stroških, odstuje neko blago iz podjetja, pa temu ni tako. Tako da ja, lahko to smatramo tudi kot, da bi se nekomu zgodila krivica. Tako da bi pa prav, ja, se to je težko, to je težko vprašanje. Je. Da bi ti vedela, recimo, ni pa dokaza. Ali pa, ja, ne. A bi ti lahko bila priča v primeru? Absolutno. Tudi, če ti vodiš ta primer? Ja. Zanimivo. Nas, ko zberemo informacije, ne, če sem prej rekel, ne, iskanje dolžnika, stiki ali kakorkoli, ne, se pravi, eno je strokovno detektivsko poročilo, ki ima značaj, torej, ki se ga lahko uporabi v procesno vrednost ima, ne. Ja. Drugo pa je, da ti rečeš, ok, to je delala Bernarda, predlagam njo kot pričo tudi, da prije na sodišče in se o tem izpove in se lahko tudi vprašaš dodatna vprašanja. Ja, seveda. Ali pa ne vem, da ti želiš, imaš, ne vem, neko primo predajo ali pa prej si omenjal avto, ne veš, kaj bo, malo se ti vse skupaj čudno zdi in želiš mene kot kvalificirano pričo, da grem s tabo na to zadevo, da vidim, kaj je. Razumem, ja. In zdaj, če se nekaj zgodi, seveda se nas lahko pol tudi v postopku naprej kot priča. Ja. Bolj sem iz tega vidika mislil, a se tvoje delo kdaj konča, recimo primer, ti preizkuješ nek primer. Greš v trgovino s svojim sinom in ti v trgovini, ki si vidiš nekoga povezanega s tem primerom, on je pa pol v izjavi podal, da je bil ta čas nekje drugje. A ti lahko zdaj tukaj uporabiš sebe in rečeš, lažeš, ker sem te videla v trgovini? Te razumem, ja. Jaz bi to pofotografirala definitivno, ne. Aha. In tudi podala dopolnitev odvisno za kak primer bi se šlo, ne, ampak dopolnitev k poročilu. Vsekakor. Ampak na splošno moje delo se ne konča. Je v bistvu skozi... Pa, ko si omenil trgovino, ne, meni se je tudi zgodilo, sem šla v trgovino, pa sem tam privat sajto in sem videla ljudi, ko so kradali. Jaz sem jih ustavila. Ja. A značko ali brez? Mislim, da brez, ja. Ampak pač zaustavila, ker so šli, nabirali so, kam je bilo čudno, ne, pa če kupujem stvari in z vozičkom, a veš, pa meče noter stvari, ki jih niti ne pogleda. Se pravi, z vozičkom se pelje, nekaj vzame, vrže not, nekaj vzame, a veš, ti si ugledaš stvar, kaj boš kupojetko. Ja, se približam, a veš. In je bilo tako, ok, zakaj je to tako na hitro, ne? Verjetno, da se naberem, pa gledam, ne? In pol obrne svojo pot s tistim vozičkom in gre proti vhodu. Se pravi, tip je šel čez vhod ven, a veš. Ja. No, zdaj, čakajte malo. Boste počakali tukaj in sem pač vodjo trgovine poklicala in so pol policijo poklicali in reševali naprej. Ja, pa valjda. Ja, ne, hodo, mislim, jaz verjamem, da je več ljudi, ki ne bi tega naredili, ki bi bilo pač unodkojale, pač. Ja, bi pogledali stran. Ja, žal. No, zanimivo. Kaj pa zase želiš v prihodnosti? Tako, če pogledava, si želiš več akcije?
ali si želiš več miru? Jaz sem človek akcije, pač jaz rabim operativo, ker mi je to na bit srž, to me ful veseli. Operativcem sigurno. Ampak tudi rada imam, se pravi, čist akademske sfere, a veš, da tudi vse te stvari, ko sem jih operativno videla skozi neke podatke, informacije, pol tudi znanstveno dokažem, recimo, ne, tako če gledam skozi svoj doktorat, ne, ko je znanstveno dokazati, potrditi neko upravljanje kognitivnih intervjujev, ali to pije vodo, ali to ne pije vodo, v tej smeri raziskujem, ne. Tako da vso to povezovanje in kaj si želim, to, čemur sem hvaležna, da imam možnost biti na kraju pa času v vesolju, da lahko živim sebe, ker v preteklosti pogledaš, mislim, 100 let nazaj to ne bi bilo mogoče, ne? Niti zame, niti zate, ne? Da živiš sebe, pa da kreativo še vedno lahko daješ ven. Te ideje, ki se ti porodijo, da jih lahko implementiraš, pa realiziraš, pa rečeš, pa se ta revija kar dobro izpadla. Ali pa ta projekt, ali pa ne vem, ta izmenjava. Smo pa nekaj naredili, evo dodana vrednost. Nekaj drugačnega smo naredili. Ne vem, kot Slovenija, kot Slovenci, recimo. Veš, ker tudi pri tem Global Exchange-u jaz vedno promoviram Slovenija. Pač iz Slovenije smo to naredili, skreirali, kakorkoli. Vedno pride to tudi zraven. Kaj namen tvoje revije Pod lupo? Ozaveščanje javnosti, zainteresiranih ljudi o naši dejavnosti, o detektivski dejavnosti. Ne? Tako, kot si rekel, ko si pomislil na to, oziroma je prišel predlog, da bi me tukaj gostila, ne? In kaj si se spomnil na filme. Ne? Ja, 100%. No, pač ozaveščanje o tem, kaj pa dejansko počnemo. CSI, ali to so serije, ki sem jih jaz požeril, Columbo, če greva toliko nazaj, ne? Agatha Christie. Ja, Umori na podeželju, ne? To je vse bazira na nekih preiskovalcih, ne? Da ti nekaj odkrivaš, neko igro iz tega naredi. A si kdaj razmišljala, da bi naredila namizno igro, ki bi te učila v bistvu razmišljati kot detektiv? Dobra ideja. Čistko iz glave. In sodelavci bo spet rekli, ne boš tega naredila, da smaš projektov. Pa te bo povedati nekaj ideje dajeti, ja. Ne, hotel sem da vprašati glede namena, zato ker, revija je nekaj, ampak kaj pa kakšen podcast, kakšen tak format, kaj danes, veš, ti moraš vedeti, epizoda gre lahko do 100,000 ljudi, ne, takole, če je zanimiva. Sploh, kaj ti pol še omogoča, vse zato, ker smo se prej na začetku pogovarjali, ne. Imam jaz ekipo, ker sem praktično na neki točki rekel, meni je bolj pomemben to, da meni čas ostaja, da sem kreativen, da razvijam. In pač v zameno za to, da se to zgodi, bom jaz ves denar, ki pride, lahko dal nazaj noter v ta moj projekt in naj se razvija, naj se vali, dokler se bo. Hočem igro igrati dolgo in zato rabim pač biti miren, čas imeti, da mi ostaje zanimivo, ne. To je ful dobra ideja. In moj kolega Mike, zdaj sem se spomnila. Sorry vsi kolegi, ker sem že to naredil. Zdaj sem se spomnila, da sem bila tudi na tujem podcastu ženo, pa mislim, da 11. aprila pride ven kolega tudi pač mislim, res globalne dimenzije, no, ki je trenutno predsednik Angleške zveze detektivov, snema podcast. In nas je nekaj preiskovalcev pač povabil kot goste in meni se zdi to odlična ideja, pač imeti svoj podcast. O tem smo se že tudi znotraj kolektiva pogovarjali, ampak veš, moj dan ima 26 ur, ne, ampak sen. Ja, ne, štekam. Ja, me pa to veseli, veš, jaz ful rada komuniciram, mislim, se tako, da smo se dotaknili tudi v pogovore, to pač eden izmed bistvenih kompetenc dobrega detektiva so komunikacijske veščine, ker s tem mnogo stvari rešiš. Do tega, da pridobiš informacije, pa umiriš situacijo ali kakorkoli že, ne, je to bistvo, to rokovanje z informacijami in to me ful veseli komunicirati, pač tudi z javnostjo, z medijem in tako. Ja. To me ful me to veselje, res. Res skozi podcast, jaz sem se ogromno naučil, veš, in tako je nekako aplavz dam sam sebi, da sem si v svoj delovnik, karkoli to je, dal noter tak format, ki me vedno postal pred neki izziv, ampak istočasno mi omogoči dostop do ljudi,
ki ga drugače ne bi imel, informacije z prve roke, zgodbe ljudi, včasih čutiš globoke emocije kle noter, kad ti kdo kakšno zgodbo pove, ki je res, a veš, globoka, a ne. Ja, sem to odvisno tudi od tebe, veš, ker greš ti na neke globlje nivoje, veš, to je ful odvisno od človeka, do človeka, a ne. Pa še to, kar se mi je zdaj, to, kar govoriš, zdi ful pomembno, ker smo se pogovarjali o marsičem danes, ful sem vesela tega pogovora, no. Lepo. Mi je tudi to ena bistvena stvar, ko je pa nismo izpostavila, da te kot posameznika, ko greš naprej, ne sme biti strah, moraš si upati. In kar je ful še pomembno, kar si zdaj med vrsticami povedal, da se vedno postavljaš mičkan iz comfortable zone, ker tam raste. In ja, malo je neprijetno, a veš, kaj mislim, ne? Tudi ne vem, meni osebno, recimo, zdaj te zadnji dogodki, če gledam, ne vem, podcast v angleščini, a veš, govorim angleško, ampak ja, malo ti je neprijetno, a veš, on zna pa tako boljš, pa angleš, veš, kaj mislim, ampak ja, grem. Sploh ni bilo debate, ki mi je rekel, pa valjda. Pa začnem se že misliti, ne, grem, naredim to, ali pa ne vem, neka taka izmenjava, a veš, zahteva ful veliko, zahteva čas, moraš iti tja, spet greš mal ven izven te cone in to vsakmu polagam pač na srce, da tam je tisti preboj, razvoj. Ker ti je mičko neprijetno, ampak vseeno se pač porineš naprej. Vse to je past obdobja, ne, past ugodja, bolj kot obdobja, ugodja. Ja, je lih ta, da ni point v tem, da si olajšuješ okoliščine, v katerih živiš, ampak da jih lih do prave mere narediš težke, težavne, da ostajaš v tej rasti, a ne. In to je izpostavljanje izzivoma, veš, pa je to lahko fizično, treningi, recimo, kaj tazga, jaz sem pred kratkim na kickbox začel hoditi, a ne. Prvi trening me je dal moj kolega, isti odvetnik, ne, me je dal v skupino z borci profesionalni, a ne. In trener je na koncu rekel, če sem že kdaj spariral, sem rekel, ja, pač tako malo zafor, rekel, pol ni panike, znaš dobiti batine, a ne. In se je obrnil in še stran, sem dobil batine. Me je prišla žena iskati, jaz krvavo majico, šepam, ona ne boš več hodil. Jaz sem bil tako, Ana, to je bila najboljša stvar, ki se je meni zgodila v zadnjem času. Ja, boli, ampak wow, koliko je utihnil. A ne, če šel čez neki, a veš, še bom šel. In ledena voda in pohodi in sedati malo ven iz te cone obdobja, tako kot si rekla, to je ključno, če hočeš ti čutiti pač življenje in rastati. Ja, včasih ne veš, kaj boš delal čez en let. In tudi to je lepota življenja, a ne? To je pa prepuščanje toku na tak način. Ja. Ti je bil všeč pogovor? Zelo. Ja. Si pričakovala nekaj tazga ali je bilo brez pričakovanj? Še včeraj sem razmišljala, čakaj, si poslal kakšne uporne točke, ne, nisem. Je v redu. Nimam nič. Ja. To se je tekom procesa zgodilo, veš, zanimivo. Na začetku sem imel klele laptop, pripravljeno vse. Zdaj pa preprosto Darja naredi neko raziskavo gosta, ne, tebe, detektivsko. Ja. Lih zato, da jaz vidim neke smernice in neke stvari, ki so ti domače oziroma v katerih bi se s tabo lahko pogovarjal. Pol pa v bistvu, kar delam, je samo, in to mi omogoča lih to, da spustim vse to, potem, ko preberem, da samo gledam tebe, kam me peleš. In kad ti nekaj omeniš, probam kle v to tematiko malo s tabo iti, ne. Ja, ful dober. Ja. Se mi zdi, da na ta način pride do tega pristnega pogovora, no, pač je point, po moje, če hočeš človeka spoznati oziroma mu dati priložnost, da se predstavi. Ne meni, tudi mogoče je kdo, ki te pozna, bo nekaj slišal te, pa bo rekel, nisem vedel, da na tak način razmišljaš, pa da so ti všeč te tematike, ne. Ja, tukaj je bilo kar nekaj novih stvari. No, top, to mi je všeč. Kaj kažem novinarju, a ne, dober podcast, zdaj, tretji. Super. Ampak kažem novinarju sem pa že kdaj rekla, dober, no, a lahko gremo kaj več od sam, da me te osnovne stvari, ki sem jih že 100-krat povedala. Ja, sigurno je. Se že tudi malo naveličaš, ja. Ja, lej, če 8000 knjig imaš doma na policah, a ne, je treba to malo ven privabiti. Ja. Zdaj imamo zbiralno akcijo, ne vem, če si to vedel, jaz sem to zvedla na dogodku Ona ve, ko so zbirali pač Ona ve oko leta, oziroma ne, ženska 365, v glavnem pač eno priznanje to, ko so zbirali.
je bila kandidatka gospa, ki je v UKC-ju naredila knjižnico. In ona pač zbira knjige, v UKC lahko prineseš knjige in ona to pol po slovenskih bolnicah distribuira. Da imajo ljudje, ki ali tam v bolnici so, pač bivajo so na obravnavi ali pa, ko čakajo na poseg ali pa pač na pregled, lahko berejo to. In meni se to zdelo fantastično, no, in smo dali na družbena omrežja, da zbiramo, tako da zdaj bomo en mesec to zbirali, pa bomo pol UKC pelali. A kje ljudje, ki tole poslušajo, pa bi mogoče se te akcije udeležili, kam lahko grejo? Imaš kakšno spletno stran ali? Ja, lahko pripeljejo k nam v agencijo v Črnuče, na spletno stran, lahko pa tudi direktno v UKC sami peljejo. Jaz sem to vprašala in lahko tja na recepcijo, kadarkoli se pripelje. Ja, kako je spletna stran? Naša? Ja. www.detektiv-2.si ali www.bernarda.si. No, evo, ta je lahka. Ja. Bomo jih dali od spodi, če bo kdo želel, si lahko poklika, pa boš povedala, če še karkoli dodamo zraven, kar bi ti bilo tako v interesu, da ljudje vidijo, odnesejo kleven. Pa knjigo, kjer si mi omenila, Lao Tzu. Ja. Kaj je bila že? Ja, to si moram pa tudi pogledati. Ta je najljubša, res, pa sem prebrala, le. Ful knjig, ampak. Ja. Kako je celoten priimek tvoj neki nadeje, Damjanovič? Ja, Škrabar Damjanovič. Damjanovič, ja. A pa se ni Darja zmotila. Sem rekel, da je N preveč klele. Veš, koliko je trike, veš, to si tako. Se pravi, Bernarda Damjanovič Škrabar. Škrabar Damjanovič. Škrabar Damjanovič. Ti bom... Še enkrat moram povedati zaradi trailerja, ki ga naredimo. Bernarda Škrabar Damjanovič. Bernarda Škrabar Damjanovič. Bo. Čudovito. Hvala ti za tvoj čas. Ja, hvala. Lepo je bilo slišati iz prve roke. Hvala, enako. Ja, no, čudovito. Top. To je to. Ja. Kat.